večer. A se opazili, kakšen gentleman je, ne? Je vedel, da je treba najprej da najprej vse treba, ja. A treba. Vedno najprej. Ja, ampak veš, takih ne delajo tako vsak dan več, vse to veš, ne? Ja, pa kaj bomo naredili? Je zelo preprosto, ne boli. Tomaž Mihelič je z nami, vem, da ga poznate, vem, da ste tu zaradi njega in zaradi njegove 33. Moje prvo vprašanje za danes je bilo, Tomaž, zakaj je 33? No, ampak potem pa pridemo v Brežice in piše na drsnici 33 dni, 33 poglavij, tako da vse. Tako da na prvo vprašanje je odgovorjeno. Pa vendar Tomaž je dober večer, oziroma živijo, videl sva že kar nekaj poklepetala danes s njim, ampak vendar ne. Dober večer še v imenu vseh kolegov, vseh obiskovalcev, obiskovalk. Najlepša hvala, da se res iskreno zahvalim, ker meni je to vedno znova znanstvena fantastika, da se ljudje res vzamejo čas in pridejo koga poslušati. Se jaz tudi pa grem koga, da se mi zdijo zanimivi, sam sebi pa res to bolam pa še nisem delal. Ja, še kako ne vem, življenje je polno presenečenja. Ti kak cego na glavo pade in se ti zavrti v napačno smer. Skratka, hvala, res iskrena hvala in sabo po teh poteh se sprehajati. To je pa čisti užitek in velik privilegij. Jo, lepa hvala. Vidite, že? Skozi večer se pa to še dogaja. Ja, imam par kavo. Če je konc pogovora iz Bognestola. No, ampak 33, me Tomaž rekel si mi, ne, da v teh 33 dneh se je zgodilo, seveda gre za 33 dni poti po kaminu, če ravno to ni še ena knjiga v kaminu, kot vidite v podnaslovu. Si rekel, da se je pa zgodilo milijon poglavij v resnici, ne samo teh 33. Pa če, zdaj je nekaj časa minilo od te poti. In če bi te zdaj, ne vem, za trenutek, če bi se samo tako za hip vrnil nazaj, kaj je prva slika? Kuhna, ljudje, hrana, ogromno smeha, toliko smeha, da se ti res naredijo trebušnjaki. Prav boljšega treninga v življenju nisem imel. Čeprav so mi obljubljali, da bom zgubil trebuh. Veliko hoja, ampak mi smo otroki jedli. Nisem masel, da se rad kuham. In jaz tvoj vino, bolj moj želodec, tako skriti smo to, da gledate skupaj. In je pa bila kakva cerveza con limon, bilo je tak nekaj radle. In predvsem ogromno sproščenih, iskrenih in takih življenjskih pogovorov, ker Kamino zvabi na svojo pot vse ljudi, ne glede na karkoli. In ne velja pripričanje, da grejo tja vsi zdaj zaradi nekega duhovnega, si duševnega ali kakšnega spiritualnega izgiba. In se potem znajdeš med toliko različne izbire, kaj en otrok slaščičajni, imaš toliko enih sladica, ne? In ti odnosi, ki se tam skrejo, so te sladice, ne? In jaz bistveno bolj uživam v samem procesu nastajanja sladica, ne? Da se pač kuham, pečem, kakoli. In ta proces mene sprošča, tisti užitek, ko poješ, traja zelo kratko, ne? Tista sreča. Mene pa zadovoljstvo, veselje, že to mi je bilo všeč, ko sem lahko na Kaminu to podoživljal 33 dni. V bistvu se mi je zdelo, da bo milijoni dni, ne? Ker je to bilo enih zgodb in po glavi se je spisalo nešteto, kar je pa fino, ne? Ker če imaš večji grm, pa potem ga lepo lažje oblikuješ v eno lepo skulpturo. Zato potem pa recimo temu tako malo šabno jagodni izbor, potem teh 33 poglavij, v katerem se pa združeno, kot sem rekel, ogromno doživeti. In tudi karakter, ne? Sam karakter ne pomeni, da je to točno ta oseba.
z različnimi osebkami. Aha, si sestavljal No, sem tudi seveda. Imajo neverjetne zgodbe, tisti, ki ste brali, veste, da od Poljakinje Saša, mislim, da je do Igude, ki je bil neskončno lep in prvi pravzaprav, s katerim si stopil v stik še prej. Res lep. Res lep. Bog. Jaz si tako Boga predstavljam, res. Prav tako da on. Ampak s tistim izrazom, ker seveda slika ti da možnost, da fantaziraš, da si sam predstavljaš, kako se ta človek diha, vonja, se kipa. Ko pa ti to v živo vidiš, je pa to nekaj drugega, je težko to stekleničiš. Zelo težko je ljudo opisati. Ampak ko sem šel jaz to brati, sem rekel, to je on. Zaprtimi očmi ga prepoznam, res. Ker to je tisto, ko naredi tako v filmih, pa te premakne, ne? No, taka energija je šla gor po tistem trgu, ko je bil res tak luškan, pravličen, francoski, domitni trg. Jaz sem glih čakal, da bom dobil to začetno. Podilist, ja. Ti še nisi bil uradno mok. Ne. In, treba preči prej. In ta neočakanost, ki je s časom seveda zgledela, ampak in kako je prišel gor, res v njih lasje in tako hud frajer, že tako hud frajer, velik opilen, ne. Ampak kakve oči, zobje, nasmeh, se ko brez tega v Sloveniji, jaz sem vajen, da v Sloveniji tudi moški grejo tako skozi sveta, ne. Ker je veliko v mojem življenju, prijateljev, sodelavcev, ne. Ampak bolj so ženske te, ki pridejo s to energijo, zato me to fasciniralo, da je res prišlo tako iskreno, tako čisto, kar me ni poznalo. Tu me ljudje poznajo in moški s predsodki predstopajo, ker te tako zreducirajo na nek spol in na neko seksualnost, in to potem si misliš, ki je pred tem, si ti bil krajšen mega objema, iskrenega, lepe energije, pa vidim prijatelja, ali pa znance, ki se sredi trga, brez da bi se stotinko, ko se zapravo vidim, loče potem to zrno odpremlja. In na kaminu je bilo ogromno zrnc. Ogromno. Verjetno tudi plevela, ampak tisti se sam odstrani, ne? Ja, ker je ustavno pa sploh ne opaziš. A veš, pa greš men, pa vidiš lepe rože. Plevel, dejansko ne, pa to mogoče prispodobo, ali pa tudi ne, da sem se prav danes zavestno prvi v življenju, v smislu, stavno nekaj narobe. Rabiš psihiatra, rečemo tem, v skupaj časih, psihoterapeuta. Ko sem razmišljal, pa res fajn, če si narediš, da je fajn, če se odločiš, da boš cenil, kada je zelo fajn. Ne? In meni je bilo prisežen na mamo, to pač imam vedno, kada je res govorim resnico in kada imam čutek, da moram to povedati, da reče prisežen na mamo. Tako da, če nekaj hočete na laži dobiti, no, prisežen na mamo, prisežen. Pa ne, res, no, pa daj nekaj s temi forami, ne, res, kada je lažem zavestno. Drugače pa prisežem na mamo, da res pomaga. Je pa tako, da nisi edina drama queen v družini, ne? Ti približno, jaz sem se to sposobno. Je mama, ne? Absolutno. Mama je, wow. Zato si šele par ur preden si stopil na tisti vlak povedal, da greš na kamino, da greš hoditi, da te ne bo več kot mesec dni. Pa sploh nisem vedel mesec, koliko, pač približno, tisto je bil približno, ki bi še ostalo, ampak potem se mi je ponudila ena službena pot na Dominikanska republika. To je že naša lepo, to je žuljastne noge, lepo noge v morju, pa pohitov, pa muzika, pa taka. Kot novinar sem šel pač delati za, ko se ukvarjam z novinarstvom, pač vplivati ozadje za komisije, dogajanja, snemanja Exatlon Slovenija, se pač tam snema. Vsi Exatloni celo sveta se tam snemajo, ker je to licenčna, ne? In je bil to en tak film momenta, ko se poklopijo se
posvariš, pa si spet rečeš, hvala ti. Pa ne rabiš se nobeno drugo zahvaljati, pa dejansko prijatelje, ali pa samo v sebi, da si že prišel neko dobro naredil, da sem te letos spet zraven povabil, pa če celo 10 dni zaradi tebe predstavili, pa je bilo še nekaj starih novinarjev, so se strinjali, da to, da bo prišli iz Kavina, pa da smo to izkusili. Tako da so se res te čarovne stvari se ti dogajajo, ko se odločiš, da zdaj pa si pripravljen, zdaj pa dosti, si pa že to dobil na ponosu, da je pa zdaj dosti, no. Vse bo še kdaj malo kakva prasna potopa, gdej, no, vse si se naučil, pa Slovenci imaš opobil hrbtenico, dej se makni tam, kaj treba, in ne išči držav, ki je pač brezvezno, to je na Instagramu, Facebooku, v raznih teh komentarjih, jaz če vidim, da moj prijatelj, da on svoje prijateljice, pa ne bom imela, ko me to poznate vsi, ti Sara, kaj si mene blokiral na Facebooku? Pa smo, ne, presežem, da ne. Presežem, da ne. Ne, to nisem. Pa smo, ne. In gledamo, in jaz grem pogledat, in da ne vemo to neki, a veš, pa mogoče v žepu, pa tisto, da. Zato, ker je verjetno objavila kaj takega, kar me je kar ni mene nagovorila, pa je prezidelo nekoga drugega. In me je pa tako, ne moreš to delati. Ne možeš in ne smeš to delati. Sploh pa te poznam, ne bom zdaj rekel, da ti spol kaka ali pa kaka si, ali nekaj nočem res čisto nič razkriti. Ampak to se tako ne dela. In pol, ja, blokiram. To je pač možnost, ki je tehnologija da, blokiraš tudi mamo. Jaz sem mamo blokiral na Kavinu ta drugi dan, ker me pozala rekla, pa smo žuljal. Zdaj, ko se tebe ne prešaš, koliko novih prijateljev, koliko lepega si spoznal. In najde potolažim ali pa razočaram še nobenega žulja, ni drame. Čeprav sem se že zgubil v ozdu, pa svašam. Ampak ni drame, ker brez veze govoriti, to bo no se se bolj znajme, pa tako se romela, bo prkala do svežih informacij. No. In kdo sem jaz, ki ljubim rdečo? Razjarjeni bik, srboriti koran, komunajzer, travestitska stevardesa, vsega pomagam, odvisno od razpoloženja. A vsaj tokrat sem si obljubil, da ne bom izstopal s kričečimi odtenki. Se le podajam neznano, povsem sam, brez predznanja in pričakovanja. Moram biti neutralen, da ne bodo že nadaleč privzdigovali obrvičeš še en pav med pohodniki. Ne nazadnje grem na sveto pot. To je bil kamen spotike za marsikaterega znanca. Provocirali so me, da se za antikrista vendar ne spodobi, da roma po božjih stezicah. No, ampak naša grešnica je vsem štatja, a ne? Boga prosi tudi poščanja. Bolj levi. Ampak bi se vrnila korak nazaj, ker si prej rekel, da dovolj je bilo prask, bušk, da je v enem... A ne, je bilo kar na ponosu. So bili, ja, ampak kaj se je zgodilo v tvojem življenju, ker to se je zgodilo veliko pred Kaminom, da si se odločil, da imaš tega dovolj, da želiš živeti? Veličal sem se. Čist preprosto ni nobenega drugega. Nisem nek prav uljubljal, da se bi po svetu, kot kakšen film, ali pa vzel kakvo čudno gobo, ali pa ne vem, nič od tega. Nič pokadil, nič pojedel, nič popil takega, da bi se mi nekaj prikazalo. Ne? Ampak naveličal sem se skozi zatekati na to neko slabo voljo, pa zoprnijo, pa vsaka stvar nekaj zmoti, pa pretrese. Jaz ne morem verjeti, kako to je, a se da to kaj izmeriti, ali kaj, pa jaz tudi zdaj, ko se udarim, da manj boli. Sem se zanč to počel v koleno, ker sem vsakič prej, ker sem se vsekal, sem cvilo, ne? Ali pa ona elektrika, ko jo dobiš. Sem pa tako, kaj? A ja, okej. V redu. Res, dejansko lahko možgan očitno natreniraš, ne? Koga lahko z čuječnostjo, da odvračaš misli proč od impulzov, od teh kakršnekoli impulzov, ne? Vsakodnevnih, to je vaja, vsaka druga vaja, teles, mišic telesa. In potom natreniraš, kjerkoli si, vsaka stvar, ki te zmoti, probaš proč, tako misliti, ne, super, pa ne gre pa.
ampak je lažje, si že prešparal, si že pripravil, če se ti vrata vse 5 minut brzdate. Vaja je to, vaja, kot vsaka druga vaja. Ampak najprej je pa stvar odločitve, najprej si treba odločiti. Vsaka stvar, moraš se najprej odločiti, hop, gremo. Odkot se odločitev za to knjigo, ne? Nima prav veliko z Evropo ta odločitev, ampak ima z eno drugo celino, ki je mimo glede zate, predem povema, kakšne barve, če imaš že korenta tečal. Ja, pisane, mavrične barve, Afrika, V Afriki seveda, ne? Dejansko je zelo, zelo mavrično, zelo pisane, ki se ljudje oblačijo v res take barve, da Jaz bi vas čisto vse nabasal na balon, pa takole pa da ste tam. Pa ne gre samo za barvo oblačil, gre tudi za barvo kože, ne? Ja, barvo kože, barvo ljubezni, srca, vsega, temna koža. Tukaj imaš eno čisto posebno, bom rekla, fascinacijo, ne? Temna koža. Ja, mislim, sploh, niti ne vem. Odkot? Ker to kot otrok, sem prvič videl temnopolte ljudi na televiziji, mi je bilo wow, pa te oblike, pa mi je bilo fascinantno, in bolj kot Mulski se je že zavedal, da nas je veliko športa gledalo, to, kad Slovenci imamo radi, navijamo za naše. In jaz sem pa vedno navijal za temnopolte atletinje in atlete, in če kakšna bleda vzhodno Nemka, ali takrat je bilo tudi Sovjetska zvezda zmagala, ja, meni se je kar zmešalo, jaz sem slijo turu, jokal, znovo smišnike, kučna glavo trgal. In seveda, mislim, to, ne, je bilo to grozno. Tu kot otrok se spomnim, da mi je bilo tako strašno mučno, da so bili kakvi filmi, pa so bili kje sušni v veselju. To mi je bilo nezaslišano, nisem razumel, kako lahko človeku to naredi, to mi je. Ampak Kavbojci pa Indijanci, sem vedno Indijanc. Vedno, zaradi teh barov in vse to. Ker jaz sem se vsako nedeljo, sem počakal nedeljo zjutraj, ki bo že užal, pa sem se lahko prišel z vami, pa to stisati v poslu, ne pa da sem imel večjo posla, in pa stavno pa šla kavice, pa zajtrki, pa obveznosti, se posila in zato sem si jaz v Ljunem Kovturu je bil taka skrivališča za te partizane, pa Nemce, pa Indijance, pa Kavbojce in to sem se vedno igral in sem vedno bil na strani teh bolj barvitih, ne. To mi je bilo vedno. In bolj barvitih, ne? Nekako bolj napadenih, morda, kaj pa vem, a bi bili toliko barviti, če ne bi bili toliko napadeni. To sem vprašal, če to zdaj ima kako vezo s tem. Ko ne vemo, kako je bilo prej, ne vemo, mi poznamo od njih, torej naše brate in sestre iz drugih celin. Od takrat, ko se je začelo klad, a ne, v imenu seveda križa najprej in seveda tudi drugih verskih simbolov in spoznavati v bistvu vero, to religijo kot biznis, ne, kot neko podjetje, ta ideja, ne. Da imaš čim več delavcev, čim več svojih. In to je bil kot nek poslovni sistem. S tem nas potem tudi redimo predalčka in pa razdelijo in meni to všeč, da ne morajo čistič, nikoli se ne usmerjam po nekih barvah, se pravi mavrica, ne, vse barve. Res porabno levo in desno roko, mene ne morajo s temi političnimi ideologijami na levo, desno, gore, dole, srednje, to me ne morajo, ker ne nasedam več tem, ker sem se utrudil. Vse sem to že prepovedal, dosti mi je tega, da se bom na tem, non-stop teh novicah, in to te toliko zmatra. In vidim, da tehnologijo lahko tudi prikrojiš in si jo, tako imaš tam dva gumka stisneš, pa ti pa sem ti skazal, kar ti dejansko tebe zanima. To ne pomeni, da to je neumje, da te samo nekaj zanima. Ne, vsi smo različni, da se to zanima. To je kot hrana, ne? Ampak da ne nasedamo več temu. In Afrika me je k temu spodbudila, mislim, najprej Kamino, ker te dejansko pozabiš. Ti imaš telefon, ampak imaš za to, da kako sliko narediš, kaj posnameš, kar je meni zelo super. Ko
koristno, ker sem človek, ki uporablja tehnologijo, da bo zlorabljena. Tudi sicer, kakoli sem poskusil iz radovednosti, da vidim, kakšen je učinek, kakšen je občutek, kako se kaj doživi. Pa sem videl, če je dobro za dušo, da je bilo super, če pa ne, pa hvala lepa iz toga izkušnja in oblažja uporabljam pri naslednjih poglavljih življenja. In Afrika mi je ponudila točno to, da sem se vrnil nazaj v čas, po katerem si tako hrepenimo, in sem stopil v časovni stroj, sem reče avion, in sem odpeljal 12 pojmov bolj južno in prišel v eno krasno vas, Kimundo, že ime je bilo, to se nekdo hecna, zakaj ni neki moment ugrlo obstava, beseda, ne, kot Kimundo, je zraven reka in gozdovi, seveda drugačno, kot jih mi poznamo, da gozdovi zeleni, kaj pa je jelša, smreka, bor, hrast ali pa banana. Ne, zeleno je, lepo je božate, dati kisik, predvsem pa ljudje, ki tako zelo nič nimajo, pa bi v sebi radi dali, res v sebi radi dali. No in to je mene spodbudilo, ker sem pač šel čisto razvajan, pel podarja, zaradi tega, ker pevci smo rabili, vso po svetu, Afriki pa sploh. In potem se čudimo, ker se ljudje grejo s trebuhom za kruhom nekaj, ker je seveda bolj v njihovih očeh boljše, pride do zaslužka, ne vejo pa kako zaporo pridejo k nam v Evropo, ker ljudje tako surovo tolčejo po njih s rasističnimi dovtipi, pa ne samo to, tudi odnosi in istočasno so pa izkoriščeni strani delodajalcev, ki praktično vse poberejo in jih zdegradirajo na nivo ene bolhe. Ljudje bi pa poteptali največ te bolhe, zato ker mislijo, da ti ljudje ni močirajo kruh, v bistvu so pa sem ti bili pripravljeni dela za tako mizerna plačila, da nihče tukaj, nihče od nas. No pa ta privilegij lahko izberemo. Oni pa tega privilegija nimajo, drugače ne bi riskirali življenje, da preplavajo, morje, grejo na tako pot, in mislim, da oni grejo z luksuznimi jahtami na pot. So grozljive usode. To ne bi jaz grem proč teh videoposnetkov, ki kažem te gori, ker ne morem, ker ne zmorem več. Sem pa vsaj toliko bil, da sem videl, ne, jaz spal, držal in se pretvarjal za tisto oči ne bom. In sem se odločil za nek svoj pristop. Vsak si pa lahko odloči za svoj pristop. Za nekoga je drug pristop to, da kupi knjigo in podpre projekt. Za nekoga pa sam da sliši, da naprej, pa nekje drugje, pa nekomu drugemu, pa na drugačen način. Sam res dati nekaj fajnega, neko spodbudo, neko lepo energijo. Meni je bilo super, ko sem imel sosede, starejše, jaz sem strašansko dobro razumel starejšimi ljudmi in pa z molarino, tudi vmes vse, ravno zaradi tega. Se zavedam, kako je bilo, ko sem bil mulc in ne težim mladostnikom, ko pozabljajo, ko zamujajo, ko vse to. Ne težim jim. Jaz si pač povem, kaj se bo zgodilo in konsekvence je treba prevzeti odgovornost, ampak in pa ne težim, ker je to odvečno. In isto meni dol v Afriki ni bilo treba malo že, ampak ne pa toliko teži, da sem prišel do tega, kar sem si želel, da razumem njihov način življenja, čustvovanja, razmišljanja vsega in ne vsiljujem svojega. Ne mislim prišel jaz, da bi imel nekaj svoje vere, tako reče, kot smo vedci prišli res v imenu križa in vse po tamale, če niso hoteli tako, so pač verjeli v sonce. Danes vemo, da je sonce življenje ni to je. Sonce je lahko enačeno z nekim božanstvom, ampak v veri, da vse pokrademo. Te zemlje so tako bogate z naravnimi viri, da nam to jasno je. Nam, pojma nimamo. Imamo tukaj ene tehnologije, ravno zaradi tega, kar imajo toliko lastnih virov, ampak ne dovolimo, da isto, kar vi zdaj ste naredili najboljšo zelenjavost vzgojili v vaši življenjski karieri. In zdaj vam pridejo ne sosedje, ampak ta meni, ko imajo pojma, sosedov še mogoče da, čeprav to bi bilo tudi nekih takih zelenatih glav v življenju nisem imela, in ti nekdo pride, ti vse pobere.
Ampak ti vse imaš, pa greš lahko trgovino, oni nimajo nikamor za nič, prepuščeni so milosti in nemilosti sebi, pozabljeni od Boga, v katerega tako močno verjamejo. In potem, ko se zgodi en tak padalec, kot sem jaz, pa je vedno večnih padalcev, ogromno je. In mi je fascinantno, nekaj, Bog je poslal. Vse ko ne, to je fotel od tega mojega brata afriškega, zaradi katerega knjiga nastala v bistvu. Vse ko ne, tvoj sin zna angleško, da smo se lažje sporazumela in je lahko zaupal vašo zgodbo in vse to. In sem pač kot neki organski impuls začutil, da ta človek tako ne bo živel. Vsaj dokler pozna mene. Meni je to, da sem rekel organsko, pač brezpogojna refleksa. Jaz ne bom zdaj spadno, če vem, kaj mi bo dogaja. Jaz pa zaradi tega, ker če se bom angažiral, pa njega spodbudil, pa bom omogočil, da vse neke osnovne življenjske pogoje zadovolji. Jaz zaradi tega ne bom slab živel. Jaz bom čisto normalno živel, položnicam lahko plačeval, celo enkrat na leto bom šel na morje. Nimam tega ritma, gremo 100 000 krat, pa nikoli. In ponavadi zadnja leta res nikoli, zaradi tega, ker je treba ogromno delati. Ker je bila pač vsaka menja valuta, zdaj koliko kokoši lahko kupim za tiste denar. Koliko kokoši lahko kupiš za eno knjigo? Za eno knjigo? Ena knjiga je 25 evrov. Za teh 25 evrov jaz dobim določene odstotke in tiste odstotke potem dam v neposredno, brez kakve organizacije. Jaz sicer organizacijo imam tako čisto za Sestra Marlene, ne? Ja, bolj za štosa, ne. Kako že Umetno, da v humanitarno-umetniški zavod Sestra Marlene. Kar na nek način pač preziram te megalovanske dobrodelne organizacije, ki so same sebi nameni, ki so v bistvu okolišča, to je biznis zaradi hudih stisk ljudi. In potem nam dajo na televizijske ekrane prizore grozljivih, sestradljenih otrok, ki jih tam ti ne vidiš, ker ti ne greš na vojna žališča, ki otroci tudi nikoli ne prijo te pomoči. In sem se odločil, da bom kot posameznik spremembal v tem svetu, ker lahko je vsak posameznik. Ker v sebi nekako začneš, in si mislil, da se ne na celo šolo prenesem 10 žaklov, ne vem, koruznega zdroba, to imajo zelo radi, ki se reče ugali, če si vete tiskar bolj z roka, da si kuglice delajo in potem tu imajo res krašno radi, je zelo dobro. Naša polenta pa sem kaj tam dela. No in bolje, namesto da 10 žaklov tega ne sem v šolo in nasitim, nahranim, v prenesenem pomenu nekoga, za par ur se osredotočim na posameznika in ga dosi tega nahranimo. Ko dosi, bo lažje pomagal drugim. Tako potem nekako je ta sistem kar začel delovati in v bistvu je res rabiš pač samo eno neko celico vladiti. Tako pač to tudi znač šteti, ko zdrava kmečka pamet, to smo se naučili, več pa ne rabiš nekih sistemov filozofiranja, kako bi to pa tretji. Pa so bile politeje, pa veš, bi spletno stran, pa bi vsak stisnil, ti sploh hoče kupiti en gospo, se so imeli take futuristične ideje, zanimive in vse to. Ampak preprostost, nekdo moje iti tja, fajn je tudi vsake drugi, ali pa bi direkt povezan, zato sem direkt povezan, ne kot Sestra Marlene, ne kot organizacija, ampak kot jaz posameznika, ki plačujem davke, pošteno, in to sem to vesel, tako fajn spim, ker je vse tako, kot mora biti, da ne rabim biti del nekih zgodbic in kaj bi se zgodilo, če bi se zgodilo. To je nekaj najlepšega, kar lahko človek doživi, da počne en tako stvar in ob tem res mirno spi, ker dejansko je vsak cent tja, kamor mora iti. Ker to je ta prva stvar, ki sem se naučil doma, biti pošteno. Brez tega, ljudje te bojo vedeti, te bojo navohali danes, pa
na vsakem ominku sistema in slika. Ampak meni je všeč, da jaz nimam niti tega vzkipa, nikoli nisem imel. To mi je neki, se rečem super, no vidiš tega, da mi je reč, kaj je bluzga, to buči, kad karijes ali pa kaj, ne vem, pa da se te to loti, to mora biti pa grozljivo, ne, ampak so tu taki ljudje in taki ljudje poslušajo po svetu, jaz verjamem, da jih ni veliko, ampak vsi tisti, ki učimo ali učijo, take ljudi spodbujajo in držijo, kako bi se tega rekli, stražo. V Afriki seveda korupcija izjemna, v Belci smo seveda lastniki še vedno ogromno spojili, smo vse sistem tako stvarili, da tudi če mi nismo na papirju lastniki, smo daleč nekje, imamo korenine tega drevesa, ki je zrasla, korenine se vedno največ počrpajo. In potem te korenine se odločijo, v kjero vejo predale na to državca in pa jih res drobtince za njihove največji dragulj. V Tanzaniji imajo Tanzanit, to je Titanik, smo bili vsi, tudi po 100 000 krat, vedno na istem mestu jokamo. In kot je tist Heart of Ocean, tist plavi dol, no to je Tanzanit, ta plav. In potem imajo seveda turizem, da sploh ne naštevam Serengeti, Ngorongoro, da je bila največja nacionalna parka, Kilimanjaro za turizem in za pohodništvo in seveda Zanzibarja. No, mi smo pa na goro Meru, to je pa ravno v mestu Kilimanjaro, Serengeti, Ngorongoro in ostali nacionalni parki. In je ta Arusha res zelo tako strateško središče, tudi kot neko, imajo tam zelo neko tablo in neko ne samo energetsko, geografsko, neko središče točno od, ne vem, od Egipta do nekaj, skratka, te številke in to pomeni nekaj. Jaz moram reči vsebino, zato sam vem, da je tam res ogromno ljudi, so bili tudi razni mednarodne organizacije, tam je bil tribunal, ko je bil v Rwandi genocida, ne. In je res pomembno mesto, da ogromno ljudi pride, ampak sam za hip, ko je pol skočijo Serengeti in Ngorongoro, ali pa Kilimanjaro in tam pustijo, pa navadi v večini primerov Belcem, tisoče evrov za to, ne. Domačini pa tega nič nimajo, in zelo težko je službo. In meni se je zdela ideja fina, da če jaz se angažiram za to družino tega brata, ki sem ga kot beli turist poznal na Zanzibarju, da se še malo jamajno, in ki mi je povedal so to zgodbo, in sem se odločil, da tako ne bo. In potem smo ga spravili nazaj, pa je to življenje na ulici, v okolju, vse bedi, ki čaka te ljudi tam. Ker to so mladi fanti, ki grejo s trebuhom za kruhom, ker doma praktično ne morejo živeti. Oni se preživljajo s tem, da redijo koze, ovce, krave, in njegovo delo je, da gre travo oziroma hrano poiskati v naravo. Tam ni tako, da kar krave pelješ različne načine, imajo paše. In so različne nivoje, da v hribih ni tako lepo, da so pašniki, to drugačne pokrajine. No in je to njihovo delo, ja, bi pa inspirirali, šli naprej, se šolali, živeli in je nemogoče, ne. Potem nekateri grejo v rudnik, kaj tudi prideš ali ne prideš. In nekateri pa seveda na Zanzibar in tam mislijo, turizme je ogromno, neko službo bomo dobili, ampak mi pa spet dajemo tisoče evrov za tiste bele ležalnike, udobne, mehke na plaži in v hotelih. Tam se pa cenkamo za 20 centov, ko kupujemo za pesnice, pa tele magnete goza na hladilnik. In se zelo benetimo čez njih, ko nam kalijo naš knjigar, za katerega smo mi plačali 2 evrov. In zdaj ti ne moš mene tlekaj zbuditi, bi jaz gledala, da sem na plaži. Ja, na mojo plažo smo šla ljubica. Jaz nisem gleda zdaj tisoče butikov, da ste višli, da ne tam podajajo od ležalnika do ležalnika. In se sploh se ne zavedamo, s kako polno zadnico vsega smo prišli tja in to prosimo, to zavedanje, da imamo več, in se zgražamo nad njimi in jih imamo za ene navadne bolha, ki bi jih največ pohodili.
grozljivo, da je to spravi v agresijo, da je tudi stegnem jezik tam, mislim, če bi bil tiho, ok, jaz bi vedno boljše, pa reč da kako, da rečem takole moralno, vzgojno, ko bo še za ušnico, pa na račun svojega nemira, ne? Ker je treba ljudem tudi povedati v obraz, da tako se ne smejo obnašati, ker se ljudi grozljivo obnašamo, grozljivo se obnašamo do vsega, kar ni podobno nam. Pa to sploh. Hkrati se pa navdušujemo nad Maurico, da ima toliko različnih barv, da nas pa moti, da je toliko različnih ljudi, karakterjev, načinov življenja, načinov prehranjevanja. Seveda, če nas vse to moti, se morajo ljudje potem deklarirati. Jaz sem to, jaz sem to, jaz sem to, jaz sem to. Ker nas hoče skozi deklarirati, da vejo, kaj vam to paše, ker to delate in to, kaj vam ponuditi. Kaj vam, ker smo ovce tega sistema in nasedamo in da res nasedamo tem mantram, kaj vse rabo, koliko vse rabo in koliko moramo imeti prej od koga drugega. In smo res ujeti v tem. In sem bil nekaj časa tudi sam in je bilo to fajn, dokler ni bilo res grozno. Ko pa vidiš, pa si misliš, wow. Prosim, ta vlak se sicer ne bo ostavil, pa vse skočil z njega in upam, da preživim, pa bo pa lažje. In dejansko je bistveno lažje poživeti v nekem morda paralelnem svetu, a pa delu tega sveta, v katerega verjamem, da je tak, kot je najboljši. In to je narava. Tam je tako, kot je najlepše, najboljše, nobeno ne bo popolno, nobeno jasno, bolj zeleno, bolj mehko, druge. Vsaka je to, kar je res. To je najbolj poceni in najbolj učinkovita zdravilka, da ne rabim raznih knjig, pa seans, pa ne vem, če so vse, kar ljudje zelo repenimo in hlepimo, pa to bom še probal, pa tole, in mogoče ta čaj, pa pelo zdaj to, pa bo. Ne, sprijazni se, da imaš tako presnovo, da imaš tako obliko telesa, da smo, kjero razredno smo se že to učili pri psihologiji. Aha, pikniki, asteniki, atleti. Ok, zakaj bi hodili biti vsi atleti? Pa to, kar bi hodimo na piknik. Pač, sprijaznimo se, to smo in doj so ljudje sprijaznjeni, doben te ne gleda, ojoj, tale pa malo čudno sedi, tale pa poženščen, tale pa nekaj hoče, ne. Tam si sam, brat, kaka. Je brat na Swahili smo, ne se ve, da se mi takoj povedal, da to po naše pomeni. Zdrupo, da ni dada Lulu, a ne, mislim, sestra Lulu je pa dada. Tako da dada in kaka, ko se kličemo do brat in sestra. Ja, jaz sem v bistvu, da sem jim povedal, da sem tudi dada, da sem tudi sestra. In potem je brat rekel, please, kaka, when you first time come to our home, don't show all of your personality. No, of course, no, nekaj porali, da se ne obor zaprkamo se takole. Pa pridem tja, pa vsi načičkani, napravljeni, tako drugače si, vsi plešajo. Takoj, naša je zaživela in jaz sem tam se ne sprenevedam, živim autentično, torej, da sem človek, ne piše mi na čelu, kaj imam rad za zajtrk, kosilo ali večerjo, skratka, te gledajo kot človeka in te ne porivajo v neke predale. Spopom sem res dolg in tiste oske predale ne več, hvala lepa. Dosti je bilo. Bi mogli tudi, kaj so že kultuzionisti, kaj so že tisti, ki se znajo učiti se? Ja, svit in sestaviti. Da je vsak predal noter. Ko sem te poslušala, sem tako mi pomislila, kakšna milost je to, da prideš do teh spoznanj, pa hkrati, da si že upremljen s to močjo, da jih lahko živiš. To, kar si, veš, lahko smo celo življenje v predalih, pa tudi ko so preoski še vedno mi ustrajamo. Ja, to ni nič znanstveno fantastika, to je nobena fizika, nič ne rabite, se pravi, ne rabite nobene tablete pojesti, ne rabite nobene knjige prebrati, ne rabite nič sam odločiti, se morate, a vam je že dost, a vam še ni dost. Čisto simpel, res.
Nič ni kaj takega. Pač nehaš se sekirati, kjer se le da. Še vedno pa se sekiraš za stvari. Pač nisi mrtva, ne. Ker življenjska premica, ne, tam EKG ti kaže tole, ker to nemate nišče. Sam meni, jaz pa hočem melodijo, ajmo, opa, cupa, gore, dole. In potem rekel, če ja, vzponi paci. Ne, vzponi izpusti. Jaz me padem dol, jaz se spustim po zaletim, hopa, gremo zelo dol. In spet dol, in hopa. In zdaj človeštvo mora udariti od dno, da se lahko spet odrinemo in skupaj. Vidimo, kaj se dogaja v skrbi. Aleluja za študente. Hvala vesolje. Hvala, da sem rojen v času. Joj, ker so tudi naši starši bili rojeni včasih, ampak so bili zahtevni časi, so jih tudi z orožjem lahko bili tišati. Kakoli sem grožno bilo, ne so bili. In zdaj, da se to zgodi v našem času, v našem prostoru, je to lahko samo velik privilegij in spoznanje, da aleluja, bravo. Čudovit, da bom sicer majce od LPS, naših fantov, ampak jaz tudi velik fan Murphyjev in Joker Auto in Bojan Cvetičan in je krasen tekst napisal, ne. Včeraj smo rojeni, že vsega krivi mi. Se groza, nič krivi, rodili so se in to sranje, da smo ga naredili. In mi, in vi, in pred vami, in vsi, ne. Ampak dajmo, imamo še ogromno časa še, kar se pogleda. Če se vam godi, ne. Če pa gremo lepo počasi, imamo pa še ogromno časa in veliko stvari. Sej nismo osredotočeni na čas. Jaz nisem bil osredotočen samo na teh 33 dni. Ampak na doživetja sem si rekel, wow, toliko časa imam in toliko veliko hočem doživeti. Torej, ne bom se zdaj vzel in živčnega dela, hitet moram. Ne, bom pa podaljšal. Se vidiš polo tistega trenutka, pa vidiš, zdaj lahko, ne morem, to sem pragmatičen, imam toliko denarja, nimam, pej pa zdaj delati. Čisto simpel, res simpel, pa joj ne, smo pa otroke, joj jaz pa ne, jaz smo pa tako, oj ne, jaz pa še nisem v penziji. Ja, otrok boš imela spoz, tudi ko boš 100 let stara, otrok boš spoz in isto te pograbil nazaj, joj, a je jedno, joj pa zdaj pa ta mala, zdaj pa joj pa zbolel, je pa strašno. Skozi počnemo eno in isto, ampak se skozi bičamo, skozi se točemo zdravi, se sekiramo. Se pa nekaš res sekirati, se to res odvadiš, kar je možno, ker je to pač vaja, vsaka druga vaja. Koliko se odločimo, pa bomo zgubili kako kilco, pa je pol z veseljem nazaj pridobimo, ne z mukami, z veseljem. Z šefom grem noter v Zagrebško in si jo nabulam usta ob eni zjutraj, če treba. Dobro, če bi imel težave s holesterolom, tega ne počel, ker je to samo umor. Ampak, tisto, kar je lahko, pa da ne škodi sebi, predvsem pa drugim, bom naredil, ne? Kot da bi vedel, da že ves čas držim odprto stran, ki ima naslov ti prekleti kilogrami. A te nekaj. Ja. Ampak znotraj tega je pa ena zelo pomembna tema, ki se mi zdi, da jo je dobro izpostaviti. Namreč, Tomaževa knjiga je zelo večplastna. Tisti, ki ste jo brali, veste, da so tako osebnosti in osebe in skoraj liki, karakteri, ki jih Tomaž srečuje na poti, tako večplastni, ker pač ljudje smo večplastni, ne? Ni samo DNK edinstven, tudi DNK naše žalosti edinstven, pa DNK naše radosti edinstven, pa DNK naših izkušenj je edinstven. In v tem, kot si rekel, je ta mavričnost in ta pisanost in ta čar, no pa kar nekaj je pa tudi takih tem, ki so se mene dotaknile, recimo zelo tako mimo glede omeniš, ampak je zelo pomembna, recimo, samo ironije se ne moraš naučiti. Je pa odlično orodje, če si pogosto plačal usmeha. Med najrazličnejšimi manevri sem zaznal še en njegov obrambni mehanizem, govori o ljudi. Hrana je bila sredstvo za vzbujanje pozornosti. Kadar ga je kdo želel priklicati k sebi, mu je ponudil nekaj za podzor. Ostanki hrane so bili povod za bežno druženje. Tale piškot mi je ostal, imam še malo sira, 3 kočki čokolade so na mizi. Pokliči Judo, on bo zihral vse popacal. Je postala interna kamino šala. Njemu se je zdela zabavna, mene je vedno znova jezila. Grizel sem se v jezik, dokler ni bil ves krval. Moral sem z besedo na dan. Opažam, da s hrano še vedno nisi povsem razčistil,
samo dejavno samem, naprej pa ne preverjam, ker boste sami. Ampak kaj želim reči? Prva je ta beseda samoironija. Se mi zdi, da je to velikokrat obrambni mehanizem, ko si trpinčen, čustveno, psihično. In ti si v svojem življenju kar nekaj opask moral prežvečiti pa preglodati, ko si bil otrok, ne? Kdo pa jih ni? Ampak ti si jih malce drugače in malce več, kot napišeš, neverjetno. Mislim, da sploh nič več. Vse tam imam tudi par nekaj citatov, da ne bom obljukeval, da je na moji poti vedno več kamnov. Ne vem, kaj nam je zakon, kot jaz pa bom spet isto. Pa mogoče bi kamne včasih so fajn, pa bom fusa pasala. Pač vzamem tisto, kar prinese. Ampak poznaš tisto drugo stran, ne? Zato danes razumeš verjetno tudi mlade, kot si rekel, ampak poznaš tisto drugo stran, ko si tudi nesprejeta, ne? In verjetno, ne vem, razmišljam, med drugim je Tomaž tudi delovni terapeut, ne? To ni verjetno slučaj, da si šel... Ne vem, če je slučaj, ampak bolje mogo biti nekdo gor, pa vse to prisluškovati, pa jaz mislim, pa kako hočem. Jaz sem se na nego opisal, prosto na nego. Spet, pregovor na eno točko nisem to sprejel, po drugo sem pa nekaj na nek delo. Sem tako jogal, ker nisem bil sprejet na zdravstveno nego, ker meni pa tebe se ukvarjati s pacijenti, pa nega, pa te rane, pa to čisti, pa vse to. Jaz sem, ne morem, tako reči neposredno, jaz sem to plenic zamenjal od ovih starostnikov, ko smo imeli odvajalne dneve, to pač tist, ki za to ni narejen, pa bi vsak lahko bil, ker je to čisto naravno. Tega ne bi prinesel, meni bo pa to, wow, super, jaz lahko ljudem olajšam muke, očetim, uredim, se pozabavam zraven. Ko vidim, da jim je neprijetno, sem diskreten, ne, in... Učenje življenja v resnici. In to pač je nekaj takega, kar imamo ogromno, vse to imamo vsi. Vse to imamo vsi, samo nekdo to počne pač doma, nekdo počne, ne vem, v službi, vsi imamo to v sebi. Poje pa stvar, kako si rado vem, koliko velik stvari te zanima. Mene pač ljudje strašno zanimajo, torej da zanimajo zgodbe, to je neprekinjen proces dobrega počutja. Lahko, ne, ker teh zgodb je neštetno. Jih uživam, ker jih poslušam, jih izvabljam iz ljudi, ustvarjam pogoje, da se mi odprejo, ker ne moreš ti z neko primitivno, ne vem, senzacionalistično maniro pristopiti do nekoga, da se ti bo odprl pa povedal svojih zelo osebnih izkušnjah. Tudi kot novinar, jaz imam ogromno samocenzure, tudi urednica prav, Barbara Jagman, zakaj nisi pa še to pa to vprašal? Pri Suzi, ne? Ja, ja ne vem, nerodno mi je bilo. Mojno sram, ne zanima me to, ja pa ljudi zanima, ja pa ne vem, jih pa ne zanima, mislim, ne vem, jaz ne bom. Pa ena druga to vprašala. Mislim, ne bom, jaz bom to sporočil, kar jaz želim, a ne, razumem seveda, urednica želim pač čim bolj elegantno in polno, ampak seveda, se jaz po svoji strani naredim polno in ponavadi dlje časa ostane tisto, kar ni površinsko, ne, to se hitro briše, notranjost se pa lepo zaraste, razraste, eno spoštovanje, eno sočustvovanje, torej da lahko z ljudmi dejansko se pretakajo ta spoznanja, ne? Da to, kar mi nekdo pove, mi ni, kva pa ta ve. Sploh ne prisluhneš, ne? In to sem tudi zelo vesel, da sem vedno manj predsopnen. To tudi od mene, da je ta, kaj pa si misli, da je to pove. Tuf, kjer kretena, zdaj pa dobro po nosu. In imam vse toliko, mislim, vse toliko, da bi to stekaj pomenilo, da si boljši, kaj slabši. Ampak vsaj meni je lažje, da potem te osebi v obraz poveva. Veš, da sem bil tak kreten in smel predstavo o tebi, da si zoprena. Čist fajn. To, kar je zelo, zelo pogosto slišim.
Sploh takrat, ko so bile sestre, res, to je bilo. Ne, zdaj ti si pa čist. Sem si mislil, da je normalno, sem vedel, ne. Normalno, ja, ne, kaj pa sem, mislim, kaj je, rogovi ne rastejo iz nosa, kaj, mislim, ne rastejo, ne. Sem bi jih kvar si kdo želel, ne. Kot je to 33, ko sem zdaj nekaj bral, jaz berem, da je to angelsko število. Zdaj so začeli tam neke čilve začarale, da je to neki, ne vem, kva, neki satanizem, ne vem, kaj že vse kao, neča bar, in jaz to... Pa še tvoj obris na naslovnici. Veš, moraš biti čast nos, čarovnica, CC, res. In ne morem verjeti, kaj vse ljudje investirajo svoje želijo, ne, točno to. In se mi smilijo, ker vem, kaj dogaja, ampak se mi smilijo samo do naslednje misli. Bravo. Res, hop, nema ga više. Blok. To je odlična rešitev, res blokiraš in se ti res več ne prikazujejo med korono. Med korono je to mojih frendic in frendov take stvari objavljajo, ali pa so bile olimpijske igre, o moj bog, kakve stvari, ali pa so Eurosongi, vse to. In zakaj jaz te ljudi blokiram? Zato, da mi svojih negativnih občutek več ne lepijo pred nos. Po drugi strani si pa mislim, aha, ti si torej pred 23 leti o sestrah govoril isto. Zdaj pa količno, ne, ko si očita vojsko po nas zgodila, ne, 12 let po nas. Zaškat, ubit, groza, norca, se dela ženska. Ne, naše sestre so bile, pa naše zdaj, ne, to je pa nekaj drugega. Pa že znam pesem na pamet, pa veš, to ne še ne, pa moram zdaj odrihati. Nikakor ne znamo aplicirati vsega tega, kar smo se do zdaj naučili, privadili naprej. Nov telefon pogruntamo v 5 minutah. To bomo pa vse prebrali navodila, vse takoj bomo pogruntali. Nekaj, kar pač je družbeno, ne novega, to je vse med nami, ampak socialna omrežja nam dajo občutek, da je tega veliko, ne isto kot je bilo prej. Sam prej se o tem ni govorilo, se je govorilo za šankom. Zdaj pač šank forum na internetu, ne? Ker nam je tudi lažje, ker ne rabiš se obleč, pa ven in partnara zakaj. Pa vse zveš. Pa zdaj delajo to. Screenshotajo stvari, tako zdaj je že komunicirali samo. Screenshotajo in se pošiljajo. Da ti niti več ne pove, ampak daj preber, kam je ona rekla. Niti več ne poveš, časih smo tračali, da si poklical, pa si se Tako da ja, in tudi prihaja v Afriko, pa še vedno smo daleč od tega, še vedno smo v tem časovnem stroju, ne? Oni so še vedno toliko z zemljo povezani, se mi zdi, da ljudje, ki so povezani z zemljo, ki so ostali v stiku, težko tako, bom rekla, domače z Gruzijo kot mi, se mi zdi, ne? Ker so v bistvu v tej zemlji. No, sej, če se bo nam kaj takega zgodilo, so tudi morda spremenili. Pa vendar, jaz mislim, da tudi zato tako radi ljudje hodijo na predstavitev tvoje knjige in radi berajo, ker točno to pravzaprav tudi ti živiš, ne? In tudi oni. In tudi, vse zato, ne? V bistvu se mi zdi, da tu podvajamo, potrojimo, potisočenimo te občutke oziroma ta načela, o katerih govoriš, ampak spet ne malce si paradoksalen in zato še toliko bolj zanimiv, ker po drugi strani pa delaš tudi kot modni agent, imaš svojo modno agencijo, kar pomeni zelo, ne, če pa modna, kaj je pa, je produkt organizma. Fuj, frisiram. Ampak so vse tako pameten, da lahko ljudi do kruha spravim. Uporabljam, ne zlorabljam. No, sodelujem v neumnih postopkih. Ne sodelujem. In o uničevanju mladih drugiš, zato ker nimajo... Ne, a ja, to pa bo, to pa mi je boga. Če hočeš, zabi ali pusti. In sporočam skozi modo o raznolikosti družbe. Z Janom, gledam, ne, to ne bom rekel, ker se snema. Drugače vi, ker pač si ljudje se svoj različno predstavljamo, to pa potem nonsens, sem se že tega naveličal, potem nekih neumnih zagovorov, ko so po nepotrebne, ampak moraš potem ljudem objasnjevati, tisti, ki imajo vse to kapacitete, da razumejo. No in veliko časa vložiš, da potem oblikuješ in da se zgodijo stvari v določenih
vedno želel, da bi najdel eno res krasno z oblinami, da ne bi bila ne debela, ne športna, ne vitka, ampak da bi bila ona. Taka, ki jo vidim in ko bom rekel, yes, moramo to ponuditi. To, kar vse sorte potem noter v svoje šove dajo, to je potem propaganda, v smislu marketinški trik, vi mislite, le kako so oni inkluzivni, vse pa to njihovo trgovino, da nimajo XXXL, ali pa karkoli, neke cifre, po neki so nas noter slačili in mi zdaj pa to je ideal, to moraš biti. Ne, ideali se spreminjajo, zdaj trendi se nosko spreminjajo. Kaj? Trend je pač orodje, da nas potrošnike prepriča, da rabimo to in to in to. Isti trendi so v gospodinstvu, v živinoreji, v kmetijstvu, povsod, to se ime rabite, tole bo zdaj, pa to gnojilo. Pač biznis delamo in na ta način, ampak jaz vsaj ne sodelujem pri strupenih, da bom prodajal gnojila, ki bo polno pesticidov, ne bom. In tudi kupoval ga ne bom. No, in pri modelih se je zgodilo, da so se spoznala spet tako naključje in to ti predstavci, tako kot ponavadi, z Janom Fondo. To je mlad fant, ki je pri 16 letih pač so mu najdli sarkom in so mu nogo rezali. In on je prečel biti fant in jaz sem tudi modni agent pri agenciji Mortal Models, ampak tudi Ljubljana Fashion Week, s katerimi sodelujemo že zelo dolgo, 10 let in več. So me angažirali kot casting direktor. To pač pomeni, da se jaz ukvarjam z izborom modelov in maneken, vse rečem skupaj model, zato da ne delimo zdaj moški do ženske. No in delam z mladimi je to fascinantno in se je zgodilo, da je soboto smo imeli fitting, to je ta probava oblačil, tih predstavci, v ponedeljek se pa že začnejo odmerevije. In potem zajemni še video popravijo, kaj je še za popraviti. Ker mi smo imeli že svojo ekipo zdavna izbrano. No, ne po petek, zdaj pozno popoldan. Pa imamo tega fanta, pa da bi mi, ko smo inkluzivni, to zgodbo, to bi bilo res lepo, pa še ko a zgledate model, jaz ne mislim lažne zgodbe, lažne morale, to mi gre za živce. To, kar velike organizacije dajo, da ste boga otroke, pa dajte denar. In hočem lažno moralo enega, ki pač ne more biti maneken. On se bo predstavljal, vsi si mislijo, on se spolo vsi modeli. Ne, tako moraš gledati. Pa nožno protezo boš. Mislim, boš če imaš. Ampak moraš tako zgledati, to je bilo, jaz dobim sliko in wow, padem dol, res prečudovit fan. Jaz ga srčno upam, ker to še nič ne pomeni, da je on visok. Če po 1,75 cori, ne boš biti model. Inkluzivno zgora, dol, tle imamo model. In jaz moram ker sem odgovoren do oblikovalcev, ki to sofinancirajo, da njihova kolekcija se predstavi tako, kot si želijo. In fanta rabijo višje, punce so lahko malo višje, pa pete, pa marsikaj. Najprej po telefonu, da je 1,86 €, ne sem najela nakazala. Wow, jaz pa hotel že ven iz tega biznesa. Se rekel, ti si s tabo bom jaz malo zdrval na svet, the best. Nisem vedel, da je on ni bil vajen dve protezije, ne. Ena je nožna, ker tako kot ena kovinska štanga in potem imitacija noge od spodaj, pa plata. Ta druga je ta športna, ker je tako malo zavita, izgleda tako malo robotsko, mega zgleda, res. Ker je on to vse, kot mlad fant, srčen fant, to res celijo te duše mlade, celi kot mlad organizem, ne hitro. In on je to sprejel kot svoje. Ti res prijemo, vidiš, jaz ko je on se tam kapisti sprehaja se gleda, se res čepijo enako, ker je rekel, mami, jaz hočem tudi tako. Res, ker je zgledal kao wow, kada on si to sam odklopi in pa si bo tak svojo nogo gor nazaj.
Ker je on to tako sprejel. In točno tako je stade. In njih je ekipiran zaradi tega. Je prekrasno živo bitje. In vemo Jan Fonda, to smalo ima, da je Jan Fonda, ko napiše, da ni to nekaj Jan Fonda, ima bojo Jane Fonda. Moraš zelo napisati, ne vem, manekena pa rak. Kar je tudi super, da se širi zavedanje, da rak ni smrtna obsodba. Aleluja tehnologiji, nam ljudem, ki smo toliko pametni. Nam, pravimo umetna inteligencija. Pa se mi delamo to umetno inteligencijo. To je vse, samo skupek vseh informacij, ki se kot družba lenimo. Lenivci se spreminjamo, ki se nam več ne da razmišljati. Pa hočemo vse tako in vse zdaj. Včasih si pač mogel doma biti, če si hotel, da te poklicala, pa pismo si mogel počakati. Zdaj pa, če ti v sekundi ne odgovorijo, si že histeričen. In pol mi je ta Jan Fonda res spremenil življenje, pogled na številne stvari, Zlata pentica, inštitut, s katerim sodelujemo, Prečudovita Valerija in Ivo Čarman. To so ti angeli, ki se res za časa, ko živimo in smo tukaj in zdaj, zgodijo. To je največje darilo in spet rečeš, koliko si privilegiran, da si rojen točno tam, da si rojen v miru, v čistoči, v blaginji. In kljub temu, da so ljudje revni in nimajo za jesti, grejo lahko nekam še po kak košček kruha, po kak sosedje, ki ga ima. No, dol v Afriki ni kilometer in kilometre nač, kdo bi imel več, da bi lahko delil, pa še tist, kar nimajo vidijo, kar je malo skregano z logikom, ampak ja, najdejo, še tist dajo na pol. Ja. Se vrneva zdaj za konečno k knjigi. Zdaj vidite, zakaj so imeli Tomaža na Kaminu tako radi. Z vsem je klepetal in na takšne in drugačne načine. Zdaj smo se vsi imeli med sabo. Ampak še dobro kupaš, to je tudi kar pomagam. Ja, ljubje za kaj skožalo. Zanima me, kako, recimo, na Kaminu je načelo 4 H-jev, hranjenje, hidracija, higiena in hoja. Seveda je Tomaž dodal še svojega, to je hihitanje, kar predstavlja 5. Enkrat celo na račun role sekret papirja, bomo pustili to, da preberejo, zakaj in tako. Ampak še nekaj me zanima, glede na to, koliko stvari počneš, kaj vse si počel in vemo, da v svobodnem poklicu je potrebna disciplina, pogosto samokontrola in seveda zelo dobrodošlo je kontrol freak, če po domače povemo. Tu nekje zapišeš, ker je neparkrat se na tega svojega kontrol freaka ne bom rekla, znašaš nikako, ampak pomisliš na, tukaj pa zatrepeta, ker pač taka pot, kot je Kamino, tisti, ki ste jo doživeli, ali pa če greste, ne vem, na potovanje, kjer ni vse zračunano, kamorkoli, je v enem trenutku popolnoma treba spustiti, ker ta kontrol pri resnici, po mojih izkušnjah, pogosto blokira, da pridejo angeli do tebe, blokira, da pridejo ta prave stvari do tebe. Je trenutek, ko moraš spustiti. Kako je bilo tukaj na Kaminu, kako je s tem kontrol freakom, kje si ga spuščal? Verjetno že tisti prvi noči v čudežnem gostu? Ta drugi dan, čau. Ne moreš, zato ker pač vidiš, da ne gre. To je to, da bi nosil nek hlod sabo, krtenski. Težko je, ne morem, nosga. Zakaj? Nosga. Neumnost bi se spustil. Za neki cajta. Pa spet, ne, pa spet. Gor pa dol. In fajn je, hopcu, res je lušno je, id gor in dol. Vzpon in spusti, to si ne bo. Ja, ker to kar veci papira na Kaminu, zelo pomemben. V Afriki ne, ker se umivajo, ker imajo ono duše, če ga, mijo, zdaj ga imamo, oni tam pa na Škrbunka ne bo zdravo. Zdaj, kaj mi, ko imamo te školke, smo začeli kupovati pručke, pa nogica gor, pa dejanja, ker to vse posod zdaj piše. In je spet tega biznis. Ne, sam počepajte na školko, ker je to najbolj naravno, res. Dol sem videl ljudje, v tej hiški, ker jo ima moj brat, ki smo mu jo zgradili, je seveda veci školka. Ker sem krepen razmišljal o tem
pelček, da to bo pač wow, in zdaj vidim, da vse škodi vrnaš, to je punk tam, kaj je čučavc. Ja, super, aleluja, tudi jaz. In tudi jaz se prav razmišljam, da bomo tole zdaj hasaj dali, da je boljšno. Skratka, čim manj komplicirati, da se da. In biti pri vsakem svojem početju, pri stvari tudi res srcem, miselno in srcem. In vedeti, da če lahko nekaj narediš narediti. Zato je mene ta knjiga res gnala, sem rekel, pa jaz lahko to knjigo zdaj ponudim ljudem. Nekdo bo si kupil. Nekateri bo kupili zato, ker mene poznajo, nekateri bo kupili, ker se jim bo zdaj projekt zanimiv, da ga podprejo. Upam, da kakor sem totalno pevec to naredi, to mi bo super, zelo, zelo hvaležen, da smo jaz čist smotani, noče te knjiga, ampak je pač empatičen in je začutil, je pa odštev 25 evrov. Zato, ker to knjigo prodajamo na spletu, samo je zgolj na spletu, zaradi tega, ker s Petro Škarja iz založbe Petka, ona je pač eden od angelov, njena krila so prečudovita, res toliko sem hvaležen, da sem se lahko skril vanje, ker me je res objela in rekla, ja, smo za. Res imam prej z eno največjo slovensko založbo, lepo, dobiš pogodbo in dobiš cilj. In si rečeš, gleda bom pa privilegiran, da sem pevec, služen ne bom. Nič več tem korporacijam, da bodo služili na mojih dobesedno krvavih živih. In to velike vsote denarja, ker ti dajo seveda drobtinice. Vsak se lahko v tem samo odloči, kaj bo podpiral, bo za ali ne bo. In tako potem raste zavedanje. Se jaz tudi le še Coca-Cola kupijem, res. Ampak vedno bolj zadržko, ker vem, kaj je ta denar. Vedno bolj zadržko. Ampak se navaja, ne vaja, dokler bo potem gotovo pa rekel, boh, ne nekaj, poveš koliko. Mislim, v prispodobah govorimo, pa tudi ne, tudi zelo praktično. In ker se je to spet zgodilo, smo se lahko v tem mojem naivnem, otroškem načrtu, kako bo naša Afrika nafutrala. In dejansko vidiš, da lahko si kapljica, ne rabiš biti v morju, lahko si v jezeru. Ampak si ena kapljica, ki je pustila pa ne samo pečat, ampak en način čustvovanja, ker ti ljudje drugače se pogovarjajo, kot so se prej. Ker v Afriki še vedno živijo res tudi ta patriarhat in to oče in ženska malo, da čeprav se reče Nova Afrika. In jaz sem tam kar malo feminista, potem jaz vedno ta prvo mamo objavim čist izljubim in se mi da nam plešava in vse pol patra. Počasi to v Afriki, ta družina, ki je tako sprejela in to so res eni krasni ljudje, oče zelo tak načelen in tako, ampak pripravljeno drugačno razmišljanje, ne razmišljanje, ampak širše dojemanje določenih stvari, določenih konceptov, nedopuščanja, točno to, brez predsodka. Oni pač tako živijo, kot so tako navajeni. In jaz jim ne usiljujem mojega načina razmišljanja, ampak rečem, da tako pa tako čustvujem in da nič narobe, če moški jokajo. To je šibkost. Vse je to tukaj. Ja, ampak ne, smo naprej. Ne, smo naprej. Na kaminu so fante jokali, tako, da so največje nevihte. So se fante jokali, zelo in je lepo. In tudi moj kaka, moj brat dole, ker sem bil tako nabralo in pol alkohol in droge, zato da pozabijo, ker grozljive stiske doživljajo. In potem je bilo tako olajšanje, ko smo jaz pač sem kolej, a veš, se pri nas tudi fante ne jokajo. Jih ko učijo, da je to šibkost. Kaj pa pomeni jokati? Vse to je voda, ni? S čim se umiješ? Z vodo. Ne, to sozo, spusti, to si otareš dušo, šli da ti bo lažje.
In je začel tako naivno lepo razmišljati, ali pa čisto logično. In dejansko deluje, ker to je, so za sočastilno sredstvo in izpučajo, in je lažje, in je fajn. Slani biseri, rečeš. Tako, ker so dragoceni, lahko jočemo tudi od sreča. In v Afriki vedno pogosteje, da jočemo od sreča. Od veselja, ker ne moramo verjeti, ker me pokliče cel polomljen, ker je bila ena nesreča z motor. Pač to so, ko so deževja, to so ceste res težko prevozne in moraš ti s tistim motorčkom, kot to so njihovi taksi in turisti, vozi po teh blatnih poteh in hitro je bilo kakšna nesreča. Padeš in napolje greš zdravnikov, ker nimaš denarja, ko moraš podati kravo, kozo, ker so grozljivi sistemi. To je to, kar nas čaka, pa ne čez 50 let, toliko, kar mislimo, da je časovne razlike med nami, ne, to bo zelo hitro. In vidiš, kako od olajšanja se razjoče, ker se jaz hodujem. Pa zakaj me nisem poklical, pa povedal, ne boš te tle v bolečinah, bo šel v bolnico, vse bomo že založila, ne? Nič huda, ja pa ne moreš skozi. Kako ne skozi, seveda, če nimaš. Zdaj delamo platformo, da se boste lažje sami preživljali, ne? Se meni je to v interesu. In ti to happy, ker pač lahko jutro zdravniku pa ravno slikar pa koleno. Mislim, da moraš verjeti v kakih grozljivih stiskah, ker ne more več vode piti, zato ker je tifus pasul. Mislim, groza in izključujem elektriko non-stop in vodo in ne vem kaj še vse, ampak fajtajo in se ne pustijo in mi všeč in sodelujem pri tem in je the best, ker vidim, da je napredek in da ne rabi prosjačiti ljudem, pa mi ponudim eno svojo izkušnjo, če jo hočejo, jo vzamejo, si kot zabavo, mogoče bo kdo kakšno spodbudo dobil, ali pa tudi čisto kot zapravljanje prostega časa, hkrati pa še podprejo eno bolj ali manj človeško gesto, ki je zelo osnovna, tako kot je osnovno hranjenje, ljubljenje in pa sobivanje, ker dol pa je skupnost. Nekje je prav v govoru z Judo rečeš, da v resnici si ugotovil, da na kamenu si prišel pravzaprav po skupnost, ne? Ja. Fajn sem se prišel, da si posod v svojim družino. Kamor pridem, si te pogoje, so domači, torej, da mi je toplo, tudi sicer, da mi je res toplo, da me ne zebe, pa 10 dek, če mi gorete, pa da me ne zebe. Potem pa to toplino človeško, varnost in fizično in sicer socialno, torej, da se lahko sprostim, ne zaupam, jaz ne zaupam stvari, jaz pač povem. Pač dobro, daj Bogu kakvo stvar, pa ne poveš, ker veš, da je zveza, da bo zlorabno informacijo. Ker ljudje smo površna bitja, še v to smo se sami preoblikovali, ne. Če imamo vsi čist isti potencial, imamo ista čustva in lahko jih porabimo, obe roki, levo, desno, zdaj. Jaz res vse te okuse, vsa ta čutila, vse te nijanse, vse to me zanima. In to vidim, to opazujem. Pa nisi videl, kako je ona zoper, ampak vse pa ne. Jaz sem videl, kako je bila dobro, ne vem, nekaj dobro frizuro, ali pa nekaj, ne vem kaj. Zakaj bi se jaz njeno negativno energijo nahranil? Ne, bila je dobro špegla, si bila pokutne špegle. Čist dobro, če nima vsebine dobre. Poiščeš kaj drugega. Zato, da je pa človek bumbar, to pa vemo, da smo vsi lahko totalni petci ali pa srčni, čuteči, malo blesavi. Mislim, meni boš biti blesal, kot pa zloben. Opet super. No, kakšno vprašanje, kakšna misel? Dobrodošli. Vem, kaj jim že dole izdajo, veš da lapa, tle, že zagotovo smo se potem še pogovarjali tam s Tomažem, lahko, ko vam opisal posvetila v knjigo, namreč knjiga je tam, kot veste, na voljo. Veste, kam bo šel velik odstotek tega, kako to smo zdaj govorili sposob. To smo govorili veliko o tem. Knjiga, kot sem rekla, je polna enih takih doživetij
moram reči, da sem imela par aha momentov, čeprav Kamila nisem doživela, ampak sem pa doživela eno svoje potovanje, kjer so tako se skupnosti dogajajo, moja Afrika je bila malce drugačna, moje puščave so malce druge, ampak kakorkoli, princip je isti, vse so ostalo nijanse, bi rekel, na nek način. To super, nisi mogla boljši. Vedno se spomnim tega stavka, ker se mi zdi, da kjer si srčen in pristan in resničen in si tam v tistem trenutku, v resnici ni pomembno, kje si, ampak si. S kom si je pomembno, ne? Ja, ne kje si, s kom greš, ne kam greš. In tega se držim, kot pijan splota. Jaz sem rad te pristne, stare, ljudske pregovore, modrosti, ker so tako zelo resnični, ampak nas pa seveda ta potrošniški sistem sili v to, da ne sme biti preprosto, ker preprosto nič ne stane, preprosto ne stoji. Ja, ni produktivno, mislim, ni. Nas pa silijo, da moramo čim bolj, pa še tja, pa še na uno, pa še na to, pa li. Vse so biznisi, seveda, sam nekdo to dela organsko, strastno, z ljubeznijo in čutiš učinek. Nekdo pa to dela samo iz čistega zaslužka, kaj pa tudi včasih ni nič narobe. Če človek ima, pa da, ampak jaz pazim, tako jaz zelo pazim, komu dam in kaj dam, ker si vsak res ne zaslužil svega. Mi je pa tudi všeč, Tomaž, da si napisal knjigo, to pomeni dodal en kamenček v mozaik umetnosti. Zakaj? Veste, da je umetnost tista, ki nas ne moramo brati knjige, ne da se zaustavimo. Ko se zaustavimo, začnemo razmišljati. Ko začnemo razmišljati, mi nismo več tako zelo vodljivi. Seveda zato je tudi ta svet nima najrajši umetnosti in kulture, ne, kapitalističen. Vsaj ne tiste, v kateri se ustaviš in razmišljaš, ki ni instant. In se mi zdi, da je to ena teh knjig, kjer so človeške usode, te zgodbe pravzaprav, so tiste, kar dodajo tvoji zgodbi, no? Ja, zato, ker so naše. V resnici so vsi smo že vsako teh zgodb, bodi si slišali, doživeli, saj doživimo mi tudi, če se je to zgodilo sosedi, ali pa prijatelj to, zato, ker ti tega človeka poznaš. In se te energije pomešajo, si del tega, preneseš kak drobec bolečine nase, da je te osebi lažje, ker tako zlahka delimo na smehe, veselje, ne grem vrme za slave volje, super, ampak te pa bomo tudi, kar teži del zanositi. Svojih plečin je lažje, obema je lažje. Tebi, kar veš, da wow, nisi sam v tem, tudi ljudje imajo probleme, pa potem dajo nekomu, da mu pomaga in nositi. Potem tudi ti lažje naprej to počneš. Ne da iščeš potuho, pa da nas skrivaj ljudem nalagaš v ruzak kamne, ampak da prideš pred čelo in jih poljubiš in rečeš, to je vam to zadnje, da se pomagli, ne zmore več. Zdaj pa preden preberem pravzaprav skoraj čisto zadnji odstavek in se poslovimo. Mogoče samo še to tisti, ki niste brali, naj vam povem, da knjiga je zelo humorna, ker Tomaž tak je, ampak po drugi strani so pa tu zgodbe ljudi, ki so doživeli zlorabo, ljudi, ki so bili trpinčeni, izgube, takšne in drugačne boji, bitke in ja, tu smo si pravzaprav. Ja, in nekako na koncu je vedno tako ljubezni. Tako kot tukaj, kot napišeš, ne? Skoraj bi se pozabil zahvaliti slehernemu od njih, da so mi pomagali razplesti enigmo božanskosti. Kamilo je bil najboljši življenjski eksperiment. Okoli mene so sami bogovi in boginje, vsaki tempelj zase. Skupno pomočjo smo obložili svoje neprebojne oklepe. Želimo čutiti vse. Debela koža je zaslone.